Sodi tudi izdaja tega spominskega kovanca. V dokumentih Ljudske revolucije, ki so objavljeni iz leta 1942, imate pismo Edvarda Kardelja, ki ga je pisal Titu, oziroma mislim, da centralnemu komiteju, v katerem opisuje, kako je bilo samo v enem mestu na ozemlju druge grupe odredov, ki je takrat poveljeval Franc Rosman Stane, ki bo zdaj dobil ta spominski kovanec. Likvidiranih več kot 60 civilistov in to na zelo okruten in grozovit način, kar je povzročilo odpor proti takratnemu partizanskemu gibanju. Se pravi, v pristojnosti tega poveljnika, ki bo zdaj na spominskem kovancu in to celo na evru, so se dogajali zločini, ki jih je kritiziral celo Edvard Kardel leta 1942. To je v dokumentih, ki so pač na voljo, tudi originalno pismo je še ohranjeno, ki o tem govori. In to se počne kljub temu. Ne zato, ker se ne bi vedelo, ampak zato, ker se ve. In se skuša to legitimirati. V skladu s to sintagmo, češ vse, kar je služilo cilju, to pa je prevzemo oblasti in izvedbe revolucije, je bilo dobro. In pač je to možno na tak ali na drugačen način opravičiti. Zdaj, vrednote, na podlagi katerih temelji slovenska osamosvojitev, so pa ravno nasprotne. Slovenija v osamosvojitvi ni bila razklana, ni prišlo do državljanske vojne. Kot je že prej dejal gospod Oman, takrat se je koalicija Demos trudila noč in dan za to, da bi dobili soglasje za zakon o plebiscitu, za vse stvari, kjer se je dalo, se je popustilo, razen na teh temeljnih točkah. Skušalo se je narediti vse, da ne bi prišlo do kakršnega koli razkola. In tudi potem, ko smo bili napadeni, ko je prišlo do tega, da smo morali uporabiti orožje, je bilo to zadnje sredstvo. Zadnje sredstvo. Vse drugo, od blokad do, ne vem, obkolitve vojašnic, odzemlje elektrike, vode, vsa druga sredstva so bila prej uporabljena, prednje je Slovenija uporabila orožje v zaščito lastne svobode in suverenosti. Ni bil naš cilj, da se pobije čim več nasprotnikov, niti vojakov, niti oboroženih. Naš cilj je bil, da je žrtev čim manj. In jih je dejansko bilo čim zelo malo, glede na to, kaj bi se lahko vse dogajalo v takšnem obsegu. To pa zaradi tega, ker slovenska osamosvojitev izhajajo iz drugačnih vrednostnih stališč. Za razliko državljanske vojne, ker je bila teza, žrtve morajo biti in tam, ker pač ni bilo nobenega, ki bi bil kriv, so se pobijali nedolžni. No in to, da se da zločin na dvojevrski kovanec, da se natisne milijon teh kovancev in se to razpečava po Evropi, to ne bo naletelo na dober odziv. To v demokratični Evropi ne bo ravno zapisalo Slovenijo kot državo, ki nekaj da na temeljne vrednote. Ampak očitno se na to nihče ne ozira.